teme. Kids TV. Dober jutrček, otroci! Kako ste spali? Dobro, jaz tudi. Ste kaj lepega sanjali? Res? Tudi jaz sem imela krasne sanje. In veste, česa sem še zelo vesela? Tega, da današnji dan začenjamo takole skupaj. Moja jutra se običajno začnejo z jutranjo telovadbo. Zato sem pripravila prav posebno pesmico, s pomočjo katere bomo razmigali naše mišice in ogreli glasilke. Ste pripravljeni? Jaz tudi. Roke v boke. Pa gremo najprej čisto počasi, da se skupaj naučimo pesmice. Zmenjeno? Levo roko dvigni v zrak, zakorakaj kot vojak. Desno roko pridruži ji, nad glavo zaploskaj. 1, 2, 3. Levo nogo daj naprej, na vas glas se zdaj zasmej. Ha! Desno nogo daj nazaj, razširi roke, poleti kakor zmaj. Vse še enkrat ponovi ti, če zabavno se ti zdi. Pa gremo še enkrat hitreje. Roke v boke. Levo roko dvigni v zrak, zakorakaj kot vojak. Desno roko pridruži ji, nad glavo zaploskaj. 1, 2, 3. Levo nogo daj naprej, na vas glas se zdaj zasmej. Ha! Desno nogo daj nazaj, razširi roke, poleti kakor zmaj. Vse še enkrat ponovi ti, če zabavno se ti zdi. Tako, pa smo razmigali naše mišice in ogreli glasilke. Čas je, da se kaj novega naučimo, o živalih recimo. Ste že radovedni, katerih 5 živali bomo danes povabili v svoj dom? Vam jih razkrijem? To so lisica, orka, gosenica, koala in jelen. Lisica. Lisice sodijo v družino psov. Najdemo jih na vseh celinah. Kopljajo podzemne brloge, v katerih skrbijo za mladiče. So hitre in zelo spretne. Orka. Orke so kljub svoji velikosti izjemno hitre živali. Plavuti potrebujejo, da lahko plavajo v vodi. Imajo velike in zelo močne zobe. Gosenica je lezla visoko na drevo. Gosenice so ličinke metuljev, so skoraj izključno rastlinojede. Imajo mehko telo, cevaste oblike. Koala. Koale živijo v Avstraliji, v evkaliptovih gozdovih. Imajo kratek in čokat trup z zakrnelim repom. Tako kot mi, imajo tudi koale 5 prstov. Jelen. Jeleni imajo razvejano rogovje, razpotegnjen trup, dolg vrat, vitke noge in kratek rep. So zelo dobri plavalci. Vsakič znova sem čisto navdušena, ko se kaj novega naučimo. Ampak sem tudi radovedna, koliko sem si v resnici zapomnila od vsega, kar sem slišala. Zato je tu rubrika Kvi-kvi-kvi-kvi-kvisko, Kvi-kvi-kvi-kvi-kvisko, Kvi-kvi-kvi-kvi-kvisko. Kvisko. Živali. Ste pripravljeni na prvo vprašanje? Pa začnimo. Koala, lisica, gosenica. Katera od 3 živali na sliki je najhitrejša? Katera po vašem mnenju najhitreje teka po travnikih? To je lisica. Ste vedeli, da lisice sodijo v družino psov? Najdemo jih na vseh celinah. Kopljejo si podzemne brloge, kamor se skrijejo pred plenilci in skrbijo za svoje mladiče.
Gremo na naslednje vprašanje. Dobro me poslušajte. Orka, medved, slon. Katera žival od 3 na sliki ima plavuti? Katera potrebuje plavuti, da lahko plava v vodi? Orka je pravilen odgovor. Veste, orke so kljub svoji velikosti izjemno hitre živali. Plavuti potrebujejo, da lahko plavajo v vodi. Imajo velike in močne zobe, skotijo enega mladiča vsakih 5 let. Pred nami je 3. vprašanje. Pingvin, kuža, gosenica. Katera od 3 živali na sliki je ličinka? Le katera od 3 bi lahko bila ličinka? Dobro vprašanje, kaj ne? To je gosenica. Gosenice so ličinke metuljev in so skoraj izključno rastlinojede. Imajo mehko telo, cevaste oblike. 4. vprašanje. Ste pripravljeni? Koala, rakun, zajec. Katera od 3 živali na sliki najraje je evkaliptove liste? Katera od 3? Koala, kako pa? Koale živijo v Avstraliji, v evkaliptovih gozdovih. Imajo kratek in čokat trup z zakrnelim repom. Imajo velike ostre kremplje in 5 prstov, tako kot mi. Še zadnje vprašanje. Jelen, zajec, sova. Katera od 3 živali na sliki ima rogovje? Kateri iz glave raste rogovje? Jelenu, seveda! Jeleni imajo razvejano rogovje, razpotegnjen trup, dolg vrat, vitke noge in kratek rep. Lahko preskočijo visoke ovire in dobro plavajo. Kvisko, to je to! Ste na vsa vprašanja pravilno odgovorili? Niste? Nič hudega. Veste, večkrat kot eno in isto stvar slišimo, lažje si jo zapomnimo. Zdaj pa je čas, da zaposlimo naše roke. Radi rišete? Res? Koliko skupnega imamo mi? Jaz tudi rada rišem. Dajmo risati. Preden začnemo risati, vas moram vprašati. Imate papir? Imate. Imate tudi nekaj za risati? Barvice, voščenke, flomastre? Imate? Odlično. Tudi jaz imam papir in cel kup flomastrov. Imam pa tudi najboljšo prijateljico za risanje, knjigo Čivčav. Danes nam bo pomagala narisati pikapolonico korak za korakom. V knjigici je sicer še veliko drugih živali, ampak jaz sem se odločila za pikapolonico, zato ker ta prinaša srečo in zato ker mi je res ljuba pesmica o njej. Jo poznate? Pika, poka, pikapolonica, to sem jaz. Suknica rdeča, nekaj črnih pik, res nisem velika kot sosedov bik. Toda vsak, ki me pozna, res najraje me ima. Od pesmice pa nazaj k risanju. Moja pikapolonica bo rdeče barve. Pa začnimo pri napotku številka 1. Ravno črto moramo narisati. Če imate ravnilo, si z njim pomagajte, če ne se pa potrudite, da narišete čim bolj ravno črto. Nisem najbolj uspešna, ampak se trudim. Gremo na napotek številka 2. Naša pikapolonica bo dobila glavo. Pa ji narišemo en mali polkrog tule spredaj. Napotek številka 3 bo naši pikapolonici dal trup. Pa ji bomo narisali takole še en velik polkrog, takole zadaj. Naša pikapolonica bo spregledala. S čim gledamo? Z očmi, kaj ne? S čim pa jemo in pijemo? Z usti. Dajmo naši pikapolonici narisati oko pa usta. Takole en krog, ki ga pobarvamo, pa še en mali polkrog za usta. Krasno! Kako vam gre?
Super, me veseli. Gremo naprej na napotek številka 5. Naša pikapolonica bo dobila tipalke. Tule zgoraj na glavi ji bomo narisali 2 nekoliko ukrivljeni črti. Zdaj pa je čas, da pikapolonica dobi pike. Jaz si bom narisala tule zgoraj en polkrog, pa ji bomo narisali en krog na moji levi strani, pa še en krog na moji levi strani, pa en krog na sredini, pa še en krog na moji desni, pa še en krog na moji desni. Tako, moja pikapolonica ima 1, 2, 3, 4, 5. 5 pik. Pikapolonici manjkajo le še nožice, da se bo lahko premikala po travi ali po listu. Pa ji bomo tule spredaj narisali 2 navpični črti in še tule zadaj 2 navpični črti. Tako, pikapolonico imamo narisano, dajmo ji samo še travo, po kateri se sprehaja. Jaz si bom izbrala za to zeleno barvo. Travo ji bomo narisali v polkrožni obliki. Pa jo imamo pikapolonico. Kar lahko še naredite doma, je, da jo pobarvate, tako kot to prikazujejo v knjigici. Se pravi, da ima rdeč plašček, črne pike, sivo glavo in zeleno travo. Od risanja pa k mojemu naslednjemu vprašanju. Povejte mi, ste kaj radovedni? Abu škatla je polna presenečenj. Nikoli ne vemo, kakšno zgodbo skriva v sebi. Kaj ima danes za nas Abu škatla? Tole je Abu škatla, polna presenečenj. Le kaj skriva v sebi danes? Lahko bi bilo karkoli. Kaj, če je notri zmaj? Si predstavljate, da odprem škatlo in vam prileti ogromen zmaj? Jaz se zmajev bojim. Kaj pa vi? Ste že videli kdaj kakšnega? Jaz tudi ne. Zakaj se jih potem bojimo, če jih nikoli nismo videli? Morda se pa ne bi smeli bati stvari, ki jih nismo nikoli videli. Kaj pa, če se prepričamo, ali je v škatli res zmaj? Morda se pa čisto brez razloga bojimo. Pogledamo. Ni zmaj, brez razloga smo se bali. Notri so same zabavne stvari. Vse vam bom pokazala, takoj vam bom pokazala. Veste, koliko je lep? Poglejte ga. Rumeni avtobus. Kaj ni krasen? 4 kolesa ima. 1, 2 na eni strani, 3 in 4 še na drugi strani. Avtobus ima tudi prostor za prtljago. Tule spodaj. Ampak tule spodaj ni nobene prtljage. Kje pa mislite, da se skriva prtljaga? Je v Abu škatli. A pogledam. Pa je res, veste? Poglejte, rdeč kovček se skriva in moder kovček se skriva. Pa bomo modrega dali na eni strani noter, a rdečega pa na drugi strani noter. Se avtobus res lahko sam pelje? Ne more, kaj ne? Koga potrebuje za volanom? Šoferja? Seveda. In v Abu škatli se skriva tudi šofer. Dober dan, gospod šofer. Dober dan. Gospod šofer, se boste kar za volan usedel, lepo prosim? Seveda. Takole, šofer avtobusa se že odpravlja na avtobusno postajo. Kje pa je avtobusna postaja? A mislite, da je noter? Prav ste imeli, avtobusna postaja se skriva v Abu škatli. Evo jo, kakšna krasna avtobusna postaja. Gospod šofer, prosim, majčkeno vzvratno zapeljite. Hvala lepa. Poglejte jo, avtobusno postajo. Tale ima prav posebne sedeže, modre, rdeče in rumene barve.
Rumena ograja služi kot zaščita, da ne bi potniki slučajno šli na cesto, morajo se pravi stati za ograjo, da ne bi prišlo do nesreče. Na avtobusni postaji zagotovo vidimo tudi znak z avtobusom, tako vemo, da je avtobusna postaja. Prav tako na avtobusni postaji imamo vozni red, na katerega lahko potniki pogledajo, kdaj avtobus pride in kdaj avtobus odpelje. Tako, avtobus se je pripeljal na avtobusno postajo, ampak nima potnikov. Potniki se skrivajo v škatli. Dober dan, potniki! Dober dan! Najprej pride mamica. Dober dan, gospod očka. In njuna 2 otroka. Družina 4 se odpravlja na izlet. 1, 2, 3, 4. 4 so. Kaj pa, če bi vi 4 vstopili na avtobusno postajo? Ni varno, da ste na cesti. Se že odpravljajo. Upoštevajo moja navodila, da slučajno ne pride do kakšne nesreče. Po nepotrebnem, res moramo biti previdni. Cesta ni igrišče. Dober dan, gospod šofer. Dober dan. Tako, šofer je prišel, kar pomeni, da se potniki lahko vkrcajo. Oči se bo usedel, pa deklica, njegova hči se bo usedla, pa fantek, njegov sin se bo usedel in ne nazadnje še mamica. Vsi so pripravljeni na pustolovščino, na izlet grejo, morda v živalski vrt, kaj pa vemo. Srečno in varno pot! Tako, šofer je odpeljal družinico na izlet, avtobusna postaja čaka na nove potnike, mi pa gremo pet. Samo enkrat lahko ugibate, katero vozilo bo imelo glavno vlogo v pesmici. Otroci, vam lahko povem skrivnost, ampak morate mi obljubiti, da ne boste nikomur povedali. Obljubite? Zelo, zelo rada pojem z vami. Zato sem za danes izbrala pesmico o avtobusu, kateremu se kolesa vrte. Jo poznate? Jo lahko zapojemo danes v angleškem jeziku. Res ste za? Ampak peti morate na ves glas. Boste? The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The vipers on the bus go swish, 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 swish. The vipers on the bus go swish, 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 all through the town. The horn on the bus goes beep, 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 beep. The horn on the bus goes beep, 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 all through the town. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut, all through the town. The driver on the bus says move on back, move on back, move on back. The driver on the bus says move on back, all through the town. The baby on the bus says where, 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 where. The baby on the bus says where, 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 all through the town. The mommy on the bus says shh, 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 shh. The mommy on the bus says shh, 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 all through the town. Odlično nam je šlo, se strinjate? Če želite z nami še peti, še risati, se še učiti, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg. Tako se lahko družimo še in še na Timi Kids TV. Objem, polubček in pa do prihodnjič.